Jezus je šel iz templja in je odhajal. K njemu so stopili njegovi učenci, da bi mu pokazali tempeljske stavbe. Rekel jim je: Vidite vse to? Resnično povem vam, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. Ko pa je sedel na Oljski gori, so stopili k njemu učenci in mu na samem rekli: Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta? Jezus jim je odgovoril: Glejte, da vas kdo ne zavede. Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: Jaz sem Kristus, tako da bodo mnoge zavedli. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah. Glejte, da se ne vznemirite, kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili, vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Veliko se jih bo takrat pohujšalo. Izdajali bodo drug drugega in se med seboj sovražili. Ustalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli. Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu, v pričevanje vsem narodom. In takrat bo prišel konec. Ko boste torej na svetem kraju videli stati gnusobo opustošenja, o kateri govori prerok Danijel, kdor bere, naj razume. Takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol, da bi vzel stvari iz svoje hiše. In kdor je na polju, naj se ne vrača, da bi vzel svoj plašč. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. Molite, da vam ne bi bilo treba bežati po zimi ali na soboto. Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj, in je tudi več ne bo. In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso, toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. Če vam tedaj kdo poreče: Glejte, tukaj je Kristus, ali tam je, ne verjemite. Ustali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: v puščavi je, ne hodite tja, ali v hiši je, ne verjemite. Kakor namreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi. Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo. Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od 4 vetrov, od konca do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar njegova veja postane že moževna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi. Ko boste videli vse to, vedite, da je blizu, pred vrati. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo Oče. Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju, eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčat, da ji ob pravem času da živež? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta pokvarjeni služabnik reče v svojem srcu: moj gospod zamuja, in začne pretepati soslužabnike ter je in popiva s pijanci, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve, in ga bo presekal na dvoje ter mu dal delež s hinavci. Tam bo jok in škripanje z zobmi.